V nujnih primerih je nujno imeti pravi komplet. To je današnja tema. Se pravi, danes si bomo pogledali, kaj je tisto, kar je fajn, da imate doma na poti in pa seveda tudi v avtu. Sem Lari Žurga, vodja šole preživetja Laris. V naši šoli preživetja stremimo k temu, da osveščamo, učimo ljudi vseh starosti praktično o tem, kako biti pripravljeni na nepričakovano. Ostanite z mano do konca, ker vam bom na koncu povedal še par bonus točk, če lahko rečem. Zdaj pa si poglejmo v bistvu, kaj je fino, da imate doma pripravljeno. Se pravi, komplet za nujne primere doma. Pripravite si v bistvu seznam kontaktnih številk za nujne primere. To je fajn, da je na papirju. V primeru, da je vaš mobilni telefon prazen ali pa ima prazno baterijo, karkoli se lahko zgodi, imejte pripravljeno kakšno svetilko na baterije ali pa seveda tudi dodatne baterije ali pa svetilko na dinamo, radio na baterije ali pa radio na dinamo, seveda tudi baterija za njega, Vsa bistvena zdravila, komplet prve pomoči, 3-dnevno zalogo ustekleničene vode in hrane, pripravljene za uživanje, v bistvu, ki se ne pokvari, kopije pomembnih dokumentov, kot so, zavarovalne police, rojstni listi, vse to imejte shranjeno v nepremučljivih stvareh v neki vrečki. Svinčnik, papir, nož, vrv, ponjava, posoda, vir ognja, piščal, to je zelo fajn. Potem ne pozabite na rezervne ključe vašega doma pa vašega avta. Potem rezervna očala, če jih imate, potrebščine za dojenčka, za kakšne hišne ljubljenčke je fajn imeti. Skratka, to je bil zdaj seznam za doma. Zdaj pa si poglejmo še za komplet za nujne primere torej na poti ali pa v avtu. Torej, kaj je fajn med sabo. Torej, fajn je vedno preveriti vremensko napoved. Seveda tudi fajn imeti kakšno hrano s sabo, topel napitek, neko ustekleničeno vodo, mobilni telefon, polnilec, spet zdravila, če jih imate, rezervna očala smo rekli, tudi enako, gotovino, kartice, seznam kontaktnih številk, zopet enako, kot sem prej rekel, če se karkoli vam zgodi s telefonom, da imate to nekje zabeleženo. Potrebščine za dojenčke in pa hišne ljubljenčke, absolutno. Prvo pomoč je itak že v avtu, ampak kljub temu imejte še kaj dodatno zraven. Strgalo za led, odstranjevalec ledu, neko lopato za sneg, ki je dobro imeti sploh zdaj pozimi. Zemljevid, če vam zmanjka spet telefona, že morate iti kakšne preusmeritve, se kje kaj zgodi. Topla odeja in pa topla oblačila. Svetilko na baterije, rezervne baterije, radio na baterije ali pa na dinamo je imeti dobro s sabo. Tako, zdaj sem vam pa še prej namignil, kaj, skratka, kot bonus. V enem od prejšnjih videov smo že govorili, kaj je fajn imeti, torej kako se je fajn pripraviti na mraz, pa si poiščite ta video med ostalimi videi. Za nazaj pa boste videli torej tudi dosti pomembnih nasvetov. Vam bom dal ta link v povezavo, torej v opis videa od spodaj, ko ste našli, pa si ga kar poglejte, ko boste imeli čas, seveda. Kaj naj rečem, še vedno trdim, da se bom trudil za vas, da vam dam čim več od sebe, koristnih informacij, ki vam bojo prišle prav. Zahvaljujem se za vašo pozornost. Če vam bil video všeč, stisnite en like, tako da bom vedel, da smo na pravi poti, oziroma da bom vedel, kaj vas sploh zanima. Lahko komentirate tudi v komentarje. Nenazadnje se pa seveda tudi lahko naročite na naš YouTube kanal, kjer boste izvedeli seveda ogromno okrog preživetja v naravi in pa v urbanem okolju. Z vami sem bil Lari Žurga. Uživajte še naprej, pa se vidimo v naslednjem videu. Hvala.